Lepo pozdravljeni, z mano je Juš Premrov, avtor kratkega filma E1 Konflikt. Pozdravljeni, Juš, in čestitke za ta prelep film. Živijo, hvala. Bi lahko za začetek povedal nekaj o tem, kako je film nastajal? Kje si snemal te prizore, morja, gozdov, mogoče tudi te detajle in koliko časa je vse to trajalo? Ta film je v bistvu en del enega zelo dolgega projekta, ki se je začel že veliko let nazaj, vsaj ne 5 let, če ne še več. Njegova prva faza je bil v letu 2022 ta celovečerni film Atlas. Te posnetki se pa v bistvu že ves ta čas nabirajo iz raznih izletov, potovanj, teh stvari, kjerkoli me pač nekaj navdahne, kjerkoli najdem neke motive, ki se mi zdi, da bi bili zanimivi za to. Kombiniram jih pa s temi posnetki raznih materialov, kot so te kamni v tem filmu, ki jih pa snemam doma na moji pisalni mizi. Zelo preprost v bistvu način snemanja, no, ampak se posvetim, pa pač si vzamem veliko časa za te stvari. Film pa nastaja v bistvu tako kontinuirano, že ves ta čas v krajših izbruhih, ki najdem v bistvu neke kose časa, kjer se lahko temu posvetim in takrat pač se te zadeve snemajo. Pa me vsem zanima, če bi mogoče izdal kakšno konkretno lokacijo, ker me zanima, koliko časa si sedel s kamero in snemal morje, koliko časa si sedel v gozdu in snemal drevesa in tako. Zdaj, če sem specifičen za ta film, na začetku te posnetki morja so bili posneti na Ferskih otokih. Mislim, zdaj konkretno se ne spomnim, koliko časa sem tam sedel, ampak ponavadi to zgleda tako, da si vzamem kakšne pol urce do urco, pa sedim, pa iščem te kadre, pa pustim stvarem, da tečejo, da si naberem dosti materijala. Pa recimo ta gozd je bil nekje na Gorenjskem, mislim, da ne spomnim se več točno v katerem gozdu. Ta puščava na koncu je pa v Maroku bila posneta. Zdaj noben od teh izletov ni bil specifično pač za potrebe tega filma planiran, ampak pač izkoriščam vse te moje raziskovanja za to, da iščem te motive zemlje, sveta, okolja. A bi povedal še kaj čisto tehnično, kako si naredil kakšen prizor, mogoče ta čisto vodni, kjer je pač vidno samo svetlikanje morja, čeprav je sicer črn zaslon oziroma platno? Zdaj, jaz se že kar nekaj cajta ukvarjam tudi s postprodukcijo v raznih fazah, se pravi doma nekako samouk nabiram pač znanje iz tega področja. Gre pa v bistvu za dost enostavne prijeme, no, v bistvu gre sem za neke prelive, ki so pač izpiljeni, tehnično iščem te prave v bistvu metode, kako to narediti. Tako da gre v bistvu zelo za nek preprost preliv, pač sam tehnično, ne vem, mislim, da so sam te blending modi neki drugače postavljeni, ampak to je vse tudi v sklopu pač tega mojega raziskovanja, postprodukcije in gradinga in teh stvari, ki delam tudi za druge projekte, za svoje projekte, pač ta tehnični aspekt tudi sam delam. Kaj pa je tisto, kar te navdihuje pri naravi, pa mogoče pri njeni prvobitnosti, kot sem jaz doživela ta film? Cel nekak v bistvu cilj tega eksperimentalnega leta trajajočega projekta, ki se tudi planiram ga nadaljevati, pač še zaenkrat nimam nobene omejitve, kje bom to končal, ampak neka moja želja v bistvu že od začetka, v bistvu, ki se ukvarjam s filmom, je ustvariti nek film, ki je zelo daleč od človeka, ki se odmakne od tega, kako mi doživljamo stvari, ki se mi zdi, da itak film večinoma gledamo zelo iz človeške perspektive, ali so pa filmi o ljudeh. Moja želja je pa v bistvu, da bi ustvaril nek film, v katerem dobimo občutek nekako, kot da svet opazuje samega sebe. Zelo je moja želja v bistvu doživljati svet izven mojih človeških vsakdanjih nekih misli in se probati pač toliko uživeti v svoje okolje, da postanem eno s svetom, ker se to mogoče mistično sliši, ampak je zelo v bistvu tehnično enostavna zadeva. In tudi te filmi so nekako namen tega, da gledalca pač približajo v neko zvišano stanje zaznavanja sveta. Se pravi, še mogoče en nivo višji od tega, kot da sediš v naravi in nekaj opazuješ. To pa poskušam s to glasbo narediti,
ta glasba je pa v bistvu na nek način moja interpretacija tega, kako je ta svet slišati sam po sebi, ne toliko skozi človeška ušesa, ampak pač kot neka večja prisotnost tega sveta. Torej, če prav razumem, si ti tudi avtor glasbe. Ja. Lahko še kaj več o tem povedal? Zdaj, že pri tem prejšnjem projektu je bil cilj v bistvu, da vse stvari nastajajo nekako simultano. Ta glasba se dela med snemanjem, med montažo, v bistvu gre za neko dopolnjevanje. Včasih delam glasbo pač na podlagi neke izkušnje, ki sem imel v naravi, ali pa v tem okolju, ali pa mogoče s temi kamni, da poskušam pač interpretirati, kako bi se to slišalo od znotraj, kako bi bila ta srž teh materialov ali pa okolij slišati. Včasih na podlagi tega pol zbiram motive za snemanje, včasih pa mi te motivi, ki sem jih posnel, narekujejo, zdaj pa imam tle, sem nekaj zanimivega dubo, pa poskušam to interpretirati skozi nek glasbeni motiv. Glasbo načeloma delam večinoma elektronsko, je pa tukaj tudi dosti nekih akustičnih inštrumentov, ki jih pol snemam, pa jih preoblikujem. To sem pa že pozabil, kaj vse sem od tapkanja po mizi do nekih marimb, do kitare, do klavirja, vse, kar mi pride pod roko. No. Veliko je pa tudi dela z vokali, sploh zdaj v teh zadnjih delih, prej ni bilo toliko, ampak zdaj v teh projektih pa veliko več poskušam z vokalom delati, v bistvu neki zelo obdelani pač glasovi moji, ki sedim tam. Pa se mi zdi, da se mi je najlažje izražati, no, sem ugotovil, da z vokalom lahko dosti blizu pridem tega, ne, pa pač neke melodije, ki se mi zdi, da jih vidim, ne vem, v tem morju ali pa v tem drevesu, hitro pridejo ven, zelo direktno pridejo ven skozi vokal. Ja, to je kar redko, da kljub temu, da pač je veliko kratkih filmov avtorskih, še posebno eksperimentalnih, je pa tvoj res čisto od začetka do konca. Ja, to se mi zdi kar zelo zanimivo, pa v bistvu potem res nastane en tak celovit izdelek, ne, res pač tvoj izdelek. Bi mogoče lahko za konec povedal še kaj o naslovu E1 konflikt, me je spomnil kot epizoda 1 konflikt, ali je bilo to mišljeno? Ni glih mišljeno epizoda, je pa definitivno en del pač neke klasifikacije, ki sem jo čist nekako po nesreč zares začel z tistim X1 Eskaton, ki je bil tle 2022 tudi Vesna za posebne dosežke nagrajen, ki je bil v bistvu kot nek odvod tega celovečernega filma Atlas in se mi je zdelo, da je fajn, da ima neko klasifikacijo, sicer ni pol X naprej, niso nič nastajali, ampak zdaj pa v sklopu tega naslednjega projekta, ki pa gre v bistvu za naslednji moj celovečerni film z naslovom Element, ki ga bom tudi predstavljal tle v soboto v okviru dokumentarnice, sem pa potem v bistvu za vse neke te pomožne kratke filme, ki so v principu nastali kot skice, no, pa so se pa razvili v neke samostojne izdelke, sem se pa odločil, da jih klasificiram kot E1. Tako da sta v bistvu E1 in E2, ki bo pa na sporedu jutri ob 10. zjutraj, če bo še koga zanimalo. V glavnem gre samo za neko kategorizacijo tega mojega projekta, kjer si pač vse nekako probam urediti v nek sistem, da bo to kot neka celovita zadeva stala skupaj. Vabljeni torej jutri tudi na kratke filme. Juš Premrov, najlepša hvala za pogovor. Hvala.